V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje in vsi, ki nas gledate ali poslušate preko medijev, lepo pozdravljeni. Bog nam je podaril novi dan, novo priložnost, novo milost. Čeprav morda prihajamo iz različnih tedenskih izkušenj, nekateri veseli, drugi zaskrbljeni, utrujeni, a vsi skupaj hvaležni, da smo tu, združeni v veri in v upanju, da je Bog z nami. On posluša, On zdravi, On daje upanje in smisel življenja. Zato pogumno stopimo v ta dan z upanjem. Bog je z nami, ne glede na to, kako se počutimo in v kakšnih preizkušnjah se nahajamo. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri, v ponedeljek ob 19. uri, bo v cerkvi molitveno srečanje, kjer bomo v molitvi in premišljevanju iskali bližino Boga. Molitev nas povezuje, osrečuje in krepi v veri. V sredo, prav tako ob 19. uri zvečer, pa bo večer poezije. Kontaktni osebi za prijavo besedil sta Suzana Krvavica in Daniel Brkič. V nedeljo pa se ponovno zberemo ob 10. uri na osrednjem bogoslužju. Hvala vsem, ki ste ta teden pred dežjem pokosili travo in poskrbeli za zelo lepo okolico okoli cerkve. Današnji pohod na Trško goro je žal zaradi slabega vremena odpovedan. To pomeni, da lahko po kosilu počivamo. Sledi skupna pesem To je ta dan. Sesti. Biblično vodilo je iz knjige preroka Izaija, 43. poglavje, 1. vrstica. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodobljavec, o Izrael, nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Prisluhnimo še psalmu 139. Gospod, preizkusil si me in me poznaš, poznaš moje sedenje in moje ustajanje, oddaleč razumeš moje misli, opazuješ moje potovanje in moje počivanje, z vsemi mojimi potmi si seznanjen. Zares, beseda še ni na mojem jeziku, glej, ti, Gospod, si jo že spoznal v celoti. Zdaj, zadaj in spredaj me obdajaš in name polagaš svojo roko.
Prečudovito je zame spoznanje, previsoko je, ne morem ga doseči. Preizkusi me, o Bog, spoznaj moje srce, preizkusi me in spoznaj moje vznemirljive misli. Poglej, ali je pri meni pot bridkosti in vodi me po večni poti. Amen. Pred nami je še molitev kesanja in priznanja grehov. Ljubeči Bog, ob zahvali, da si vse do danes ostal zvest obljubi, ki si nam jo dal ob krstu rekoč, jaz sem z vami do konca sveta. Priznavamo, da sami te tvoje ljubezni velikokrat ne opažamo. Ko tvoje besede gredo mimo nas in smo ravnodušni v odgovornosti do tebe in do soljudi. Po priznanju naših slabosti te prosimo za odpuščanje in za vero ter moč, da bi hodili po poteh, ki bodo rodile prijetne in dobre sadove. Amen. Poslušajmo še besede milosti in slavospeva. Vendar se bom spomnil svoje zaveze s tabo v dneh tvoje mladosti in bom sklenil s teboj večnu zvezo. Amen. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Dragi Bog, hvala ti, ker smemo biti tvoji otroci. Ne zaradi naših zaslug, ampak zaradi tvoje ljubezni in zvestobe do nas. Tvoja izkazovana dobrota velikokrat presega meje našega razumevanja. Zato te prosimo, z močjo svojih besed utrjuj našo vero in nam v srca vceplji ljubezen, katera naj postane merilo našega življenja, da bi po tvojem zgledu tudi sami znali in zmogli odpuščati in ljubiti tebe in sočloveka, kot resničnega brata in sestro. Amen. Sledi skupna pesem Kmalu dan bo prišel.
Rešitelju bom vzit, ker sem po milosti od ti. Za roko me bo prijel in domovino z njim bom šel. O, zares bo čudovit tisti dan. O, zares bo čudovit tisti dan. Izvolite sesti, draga Božja cerkev. Današnje berilo je iz Izaije 43, katerega delček smo že slišali. Zdaj pa tako govori Gospod, tvoj stvarnik, o Jakob, tvoj upodabljavec, o Izrael. Nikar se ne boj, saj sem te odkupil, poklical sem te po imenu, moj si. Ko pojdeš čez vodo, bom s teboj, ko čez reke te ne poplavijo. Ko pojdeš skozi ogenj, ne zgoriš in plamen te ne bo ožgal. Saj sem jaz, Gospod, tvoj Bog, sveti Izraelov, tvoj rešitelj. Kot odkupnino zate dam Egipt, Etiopijo in Sebo v zamenjavo zate. Ker si drag v mojih očeh, spoštovan in te ljubim, dam ljudi v zameno zate in ljudstvo v zameno za tvoje življenje. Ne boj se, saj sem jaz teboj. Tvoje otroke pripeljem z vzhoda, zberem te od zahoda. Severu porečem, daj, in jugu nikar ne zadržuj. Pripelji moje sinove iz daljave, moje hčere s konca zemlje. Vsakega, ki ima ime po meni, ki sem ga sebi v slavo ustvaril, upodobil in naredil. V življenju se srečujemo s strahom pred boleznijo, neuspehom, prihodnostjo, zavrnitvijo. Svet okoli nas nam velikokrat daje občutek, da smo zgolj številke, obraz v množici, nepomembni ali pozabljeni. Toda sredi tega hrupa in negotovosti zaslišimo Božji glas, ki pravi: ne boj se, kajti odkupil sem te, poklical sem te po imenu, moj si. To ni le lepa misel, to je obljuba živega Boga, ki nas vidi, pozna in ljubi takšne, kot smo. Odkupil nas je, kar pomeni, da smo dragoceni. Poklical nas je po imenu, torej nas osebno pozna. Izrekel je nekaj, kar si vsi želimo slišati, moj si. To je izraz pripadnosti, ljubezni in varnosti. Ko se počutiš izgubljenega, se spomni, Bog pozna tvoje ime. Ko se počutiš nevrednega, se spomni, da je Bog dal zate največ, kar je imel. Dal je samega sebe. In ko te je poklical, te ni poklical kot tujca, temveč kot svojega otroka. Zato, dragi Božji otrok, ne boj se, nisi sirota, nisi pozabljen, nisi sam, si Božji otrok. In pridimo pred Boga s hvaležnim srcem. Včasih se Bogu ne znamo zahvaliti s svojimi besedami, zato so tu pesmi slavljenja, s katerimi dajemo čast in slavo Bogu. In prva pesem pravi: mi stojimo na svetih tleh.
jezik, na vsaki spomin. Isak prikloni se nam. Največji zaklad čaka tiste, ki te srcem sprejmejo. Da si Gospod jezik, na vsaki spomin. Isak prikloni se nam. Največji zaklad čaka tiste, ki te srcem sprejmejo. Zdaj pridi je čas slavljenja. Zdaj pridi izroči mu srce. Zdaj pridi prav takšen, kot si. Zdaj pridi pred svojega Boga. Da si Gospod jezik, na vsaki spomin. Isak prikloni se nam. Največji zaklad čaka tiste, ki te srcem sprejmejo. Da si Gospod jezik, na vsaki spomin. Isak prikloni se nam. Največji zaklad čaka tiste, ki te srcem sprejmejo. Zdaj pridi je čas slavljenja. Zdaj pridi izroči mu srce. Zdaj pridi prav takšen, kot si. Zdaj pridi pred svojega Boga. Nebeški Oče, v trenutkih strahu in negotovosti nam pomagaj verjeti, da smo v tvojih rokah, da nismo izgubljeni in da nismo sami. Ko nas svet straši, nas spomni, da pripadamo tebi, ki držiš ves svet v svojih rokah. Hvala, da ti lahko zaupamo. Amen. Izvolite sesti, otroci pa hitro naprej, kajti sledi utrinek za otroke. Bomo še malo počakali. En lep pozdrav vsakemu otroku, kateri kljub počitnicam se je odločil danes priti v cerkev. Zelo pohvalno. Gospod Jezus ljubi tudi otroke. Ali kdo ve, kaj sem jaz to naredil? Balon. Napihnil sem balon. Imaš rad balon? Boste vsi pol dobili po en balon. Ali ste kdaj bili jezni v življenju, da ste bili napihnjeni kot ta balon? Še več. To velja tudi za starejše velja. Ali smo kdaj bili tako napihnjeni kot ta balon? Veste, ko napihujemo balon, na začetku je mehen. Saj zdaj je mehen, ne? Pa ga še malo napihnem. Pa še raste. Bolj, ko ga napihnem, bolj raste. Ko je pa že zelo napihnjen in ko zrak ne gre več noter,
takrat lahko poči. Tako je tudi z nami, ko smo jezni. Na začetku je jeza mehna, potem pa raste in se napihuje, kot balon, počasi, dokler ne, kaj se naredi? Poči, tako je. Vsaka zamera, vsaka slaba beseda, ko ne ubogate staršev, ne ubogate veroučiteljic ali pa duhovnika ne ubogate, to se balon polni s slabo voljo in z jezo. Ko ne odpustimo, zadržujemo jezo vase in s tem polnimo balon. Kaj nas pa Jezus uči? Jezus pa nas uči, naj odpustimo, čeprav je včasih tudi težko. Dragi odrasli, Jezus nas uči, da odpustimo, čeprav je včasih zelo težko. Ko odpustimo, pa je tako, kot da bi spustili zrak iz balona in jeze ni več. Takrat nam je lažje pri srcu. Dragi otroci, ko boste naslednjič jezni na svoje starše, ki vas ne ubogajo, ko vas bodo razočarali prijatelji, takrat se spomnite na balon in na to, da ko ste jezni, polnite balon slabo voljo. Nevarnost preveč napihnjenega balona je, da poči, in ko balon poči, takrat se ne da več zalimati, ne da se zašiti, ne da se nič popraviti. Dragi odrasli, tudi za vas, ko balon vaše jeze poči, takrat ni vrniti več nazaj. Zato prosimo Gospoda, da nam On oprosti vse. Sedaj pa tisti, ki ste najmanjši, za vas je pripravljeno varstvo, ostali ste pohvalni in povabljeni, da poslušate Božjo besedo. Amen. Draga Božja cerkev, mi pa vstanimo in pred Božjo besedo zapojmo še pesem Hozana. Pobrali bomo prostovoljno nabirko. Hosana,
Drage sestre, dragi bratje, stopiti na prižnico brez priprave je kot skočiti z vrha templja, je skušnjava. Jezus je skušnjavo premagal z vero v Boga. Kaj pa naši bogovi? Kateri bogovi? Bogovi sveta, ki jih častimo mi. Naj vam nekaj zaupam. Ti bogovi so smrtno bolni in umirajo. So zelo mikavni. Imajo mnogo imen, mnogo oboževalcev. Veliko obljubljajo, a zelo malo dajo. Obljubljajo življenje, a nosijo smrt. Žal svet polaga svoje največje zaupanje v takšne bogove. Resnica je, da bogovi tega sveta niso nič bolj vredni našega zaupanja kot ljudje, ki te bogove ustvarjajo. Luknje v nas ne morejo izpolniti, kajti pravilno preučevanje človeštva ni človek, ampak Bog. Zato smo se zbrali na pravem kraju, v cerkvi. Zahodno civilizacijo je ustvarila Lutrova reformacija. Povedano natančneje, Lutrovo preučevanje Svetega pisma. Ne pa recimo preučevanje Platonovih ali Sokratovih pisem. Ne starogrška filozofija, ampak evangelij. Evangelij je ustvaril zahodno civilizacijo. Evangelij o Božji milosti. Zakaj lahko tem piscem verjamemo? Zato, ker so pisali to, kar je nasprotovalo njihovim osebnim, verskim, družbenim normam in predsodkom. Šli so preko sebe. Poglejmo, kaj jih je tako navdušilo. Božja beseda. Zato ustanimo k poslušanju Božje besede iz 1. Petrovega pisma, 2. poglavje, 2. in 3. vrstica, ki pravita takole. Kot pravkar rojeni otroci, zakoprnite po pristnem duhovnem mleku, da boste z njegovo pomočjo rastli v odrešenje, če ste res okusili, da je Gospod dober, da je Gospod dober. Hvala Bogu za njegovo sveto, resnično in večno besedo. Amen. Gospod je dober. Apostol Peter je te besede ponovil iz Stare zaveze, kajti v Psalmu 34 pravi: okusite in glejte, kako dober je Gospod. Božja dobrota je ocean brez obale, je gora, ki nima vrha, je cesta, ki nima konca. Božja dobrota ni omejena, ampak je neskončna, ni pičla, ampak obilna. Gospodova dobrota je ena najpogosteje omenjenih božjih lastnosti v Svetem pismu, a je tudi najtežje razumljiva. Zato se vprašajmo, kaj izvorno pomeni, da je Bog dober. Ali to pomeni, da smo mi slabi, zato ker je on dober? Ne, ne gre za to. Božja dobrota je del Božjega značaja. To je Božji značaj, rečeno z našim razumevanjem. Bog je izvorno dober sam v sebi. Bog je absolutna dobrota in dobrota je to, kar Bog je. Pravzaprav to je njegovo bistvo, esenca, bit Boga. Dober si, pravi Sveto pismo za Boga, in delaš dobro. Brez dobrote bi Bog prenehal obstajati. Preprosto ne bi bil Bog. Bog je eno bitje in ena dobrota. Oče in Sin in Sveti Duh niso tri dobre osebe, ampak so ena sama dobrota. Bogu ni treba narediti ničesar, da bi bil dober. Že svojim obstojem je čista, neskončna dobrota. Vse, kar počne, je dobro. Vse, kar je ustvaril, je dobro. Vse dela vedno dobro.
Dejanja dobrote ga nikoli ne izčrpajo in nikoli ne more postati manj dober. Psalmist pravi, zakaj ti, Gospod, si dober in odpuščaš, ti si poln dobrote do vseh. Bog je dober, ne le to, Bog je vse dober. Tak je zato, ker je ljubezen. Izraz njegove ljubezni do njegovega stvarstva je njegova dobrota. Bog je dober, ker ljubi. Bog je srečen in vesel, ko lahko radodarno deli svojo dobroto v obilju. Jezus je rekel, on namreč daje svojemu soncu, da vzhaja nad hudobnimi in dobrimi, ter pošilja dež pravičnim in krivičnim. Bog nas ne potrebuje, da bi bil dober. Preprosto on je dober. Ne razmišljajmo tako, kot si je to umišljal in se povzel in prevzel padli Lucifer. Ne smemo misliti, da Božja dobrota temelji na tem, kar Bog počne za nas. Kar on počne za nas, je rezultat njegove dobrote. Naš obstoj je izraz njegove dobrote. Bog nima takšne dobrote kot mi, on je dobrota. In danes, ko imamo po agendi na vrsti ta odlomek in razložiti, kaj je Božja dobrota, si zapomnimo, kaj ti govorimo, Bog je dober, molimo, Bog je dober, pojemo, Bog je dober, ne vem pa, če se zavedamo, kaj pravzaprav to pomeni. Ne samo, da je Bog dober, on je sumum bonum, najvišje dobro. Lastnosti svoje suverenosti, vse vednosti, vse mogočnosti, vse prisotnosti in svoje slave ne deli z nami. Svojo dobroto pa z nami deli. Bog je absolutna dobrota. Absolutna dobrota pa nikoli ne zapusti svojega stvarstva, niti v njegovem najbolj bednem stanju. Zato se je Bog učlovečil in prišel med nas. Tega ne pozna nobena druga religija. Zato je krščanstvo tako edinstveno. Kristus je način, kako spoznamo Boga, kako beremo Boga. Preden rečem Bog, moram vedno reči Jezus. Če bi bile zgodbe iz Svetega pisma pred Kristusom dovolj in bi zadostovale za spoznanje Boga, Kristus ne bi prišel. Kristus razodeva Božjo dobroto. Kristus je prišel, da stori to, česar Adam ni storil. Kar je Adam pokvaril, Kristus popravlja. Kajti človek je ustvarjen prvenstveno zato, da bi bil duhovnik stvarstva. O Božji dobroti veliko govorimo, a običajno ne vemo, zakaj gre. Torej razumemo jo v moralnem pomenu besede, kot recimo, ta človek je dober, ta človek pa je slab. Ne gre za to, kajti Božje dobrote ne moremo primerjati s človeškim dojemanjem dobrote. Kako razložiti Božjo dobroto? To pomeni, da je Bog končno merilo, standard dobrega in da je vse, kar Bog je in vse, kar Bog počne, vredno odobravanja. Vredno odobravanja. Ker v njem ni nobenega zla. Tudi takrat, ko tega ne razumemo in ko nam ni povšeči. Zelo rad ponavljamo kot floskulo, kot sem rekel, Bog je dober. Vendar verjeti v Božjo dobroto pomeni, da je vse, kar Bog počne, vredno našega odobravanja. Tudi, če je boleče. Tudi, ko je boleče in se s tem ne strinjamo. Trpeči Job v Stari zavezi, judovski filozof, je šel skozi agonijo zemeljskega pekla, skozi noč teme in skritosti Boga, a je kljub temu zaupal v Božjo dobroto. Rekel je, glej, to so le drobci njegovega delovanja, le šepet, ki ga slišimo o njem, torej o Bogu, a grom njegove vsemogočnosti, kdo ga more razumeti.
Tudi takrat, ko Božjih poti ne razumemo, je Bog vreden našega odobravanja, našega zaupanja. Zakaj? Zato, ker vemo, da je Bog dobrota. V njem ni nobenega zla. Bog ni zla ustvaril. Zlo je rezultat napačne izbire, slabe odločitve. Samuel Brengel je pred mnogimi leti delal kot uslužbenec pri vojski odrešenja, torej Army of Salvation, to je verska organizacija. Delal pa je v Bostonu in ti misionarji so večinoma na ulici. Ko je šel po ulici, so mu zlobneži vrgli opeko v glavo. Brengel je skoraj umrl. Okreval je 18 mesecev. V tem času je napisal znano knjigo, res uspešnico z naslovom v prevodu Pot svetosti. Pot svetosti. Knjiga je bila natisnjena v več tisoč izvodih. Ko je lahko spet začel pridigati, so se mu ljudje zahvaljevali za to knjigo, ki jo je pisal takrat, ko je okreval. Odgovoril je, če ne bi bilo tiste opeke, ki je priletela vame, torej ki so jo zlobni ljudje vrgli vame, ne bi bilo niti te knjige. Njegova žena je opeko shranila in dala vanjo ugravirati odlomek iz prve Mojzesove knjige 50:20, besede Jožefa iz Egipta, ki pravijo takole: hoteli ste mi sicer storiti hudo, Bog pa je to obrnil na dobro, da naredi to, kar je očitno danes, da ohrani življenje številnemu ljudstvu. Samuel Brengel je dojel, kaj je Božja dobrota. Tudi, ko nam ni povšeči. Ampak Božja dobrota je vredna našega odobravanja, našega zaupanja. Če nam gre dobro in nas Bog blagoslavlja, mislimo, da je Bog do nas dober. Če ni tako, pa sklepamo drugače. Vendar to ni pravilen pogled na Boga. To ni prava podlaga za čaščenje Boga. Verjeti v Božjo dobroto pomeni odobravati Bogu v dobrem in v slabem, ker vemo, da On vse dela dobro in vse obrne v dobro, tudi ko tega ne razumemo. Verjeti v Božjo dobroto pomeni torej zaupati Bogu. Greh človeštva pa je, da mi določamo, kaj je vredno odobravanja in kaj ni vredno odobravanja. Tudi ko odločamo glede vrednot, recimo, moramo naglasiti, da je človekovo življenje vredno od spočetja pa do smrti. Namreč mi jemljemo stvari v svoje roke, zato se svet ruši. Postavljamo se v vlogo Boga, medtem ko je Jezus celo zase rekel, kaj praviš, da sem dober? Nihče ni dober razen enega, Boga. Zakaj Gospod je dober, na veke traja njegova dobrota. Božja dobrota je vredna našega zaupanja, našega odobravanja. Bog najbolje ve. On vedno dela in naredi, kar je prav. Nikoli ne dela narobe. Vse to, kar je v svetu narobe, ni del Božjega načrta. To smo mi zlorabili, z dano nam svobodno voljo in usmerili ta tok v drugo smer. V Božji dobroti ni nobenega zla. Bog ni ustvaril zla. Dobrota ne more ustvarjati zla. Zlo je odsotnost dobrega. Zato Sveto pismo pravi, to pa je oznanilo, ki smo ga slišali od njega in vam ga oznanjamo. Bog je luč in v njem ni nobene teme. Bog je izvorno dober. Dobrota je bistvo, bit Boga. Božja dobrota je pač to, kar Bog je njegov značaj.
Zlo je pomanjkanje dobrega in Bog je svet ustvaril zato, ker je on dobrota. Vse je ustvarjeno kot potoček, ki teče in zrcali to Božjo dobroto. Bog za svojo dobroto ni odvisen od nikoga drugega, ker je dober v sebi. Človek tega nima. Samo Bog je absolutno popoln. Če bi obstajal Božji slovar za definicijo dobrote, bi bila v tem slovarju Božja slika. In njegova dobrota je brezmejna. Ni le dobra, ampak je najboljša. Bog prekipeva od preobilja dobrote. Božja dobrota je nespremenljiva, ni odvisna od razpoloženja, ni odvisna od okoliščin. Bog je dober zato, ker dela v našo korist in v izboljšanje drugega. Kar je dobro, nas dela boljše, nas zdravi, nas obnavlja, opogumlja, krepi, osvobaja. Ker je Bog dober, vedno deluje v skladu s svojim značajem. Psalmist pravi, dober je Gospod, zato poučuje grešnike na poti. Bog ni le največje bitje, ampak je tudi najboljše bitje. Ko je ustvarjal, je 5-krat rekel, dobro je. Ko je 6. dan ustvaril človeka, je rekel, zelo dobro je. Vse Božje stvarstvo črpa svojo dobroto od stvarnika. In ko mi govorimo o dobroti, mislimo na to, kar ustreza nekemu idealu. Ampak absolutni ideal, mera, standard vsega je samo Gospod Bog. Kaj je najlepši del Božje dobrote? Kako se je Božja dobrota nam, zemljanom, najbolj pokazala? To je z Božjim odrešenjem. Vrhunec Božje dobrote vidimo na prvi Božič. Bog je prišel k nam. Jezus Kristus je Božja dobrota v človeškem telesu. Ko pogledamo Jezusa, vidimo Božjo dobroto. Naglašam, da je krščanstvo odnos, ampak je tudi religija, oboje skupaj. Pa ne religija v slabem smislu. Sliši se duhovno, da Boga zanima samo naš odnos z njim in bližnjim, ne pa pravila. Ampak to ni svetopisemsko. Svetopismo je od začetka do konca polno odnosev in zapovedi. Na te ne smemo pozabiti. Zvedeli smo, kaj pomeni, da je Bog dober. Vprašajmo pa se, kaj je še dobro. Dobro je to, kar odobrava Bog, ker ni višjega merila, standarda dobrote, kot je Božji značaj. Dobro je vse, kar je skladno z Božjim značajem. Greh ni skladen z Božjim značajem, zato greh ni dobro. Jakob v svojem pismu pravi takole: vsak dober dar in vsako popolno darilo prihaja od zgoraj, od očeta luči, pri katerem ni spremembe, ne sence menjave. Božja dobrota je povezana z Božjimi dejanji. Božja dejanja pa so lepa, čista, čudovita, edinstvena, enkratna. Kakšen naj je naš odziv na Božjo dobroto? Podal bom 3 odgovore. Prvič, dobremu Bogu moramo zaupati. Dobremu Bogu moramo zaupati. Drugič, za njegovo dobroto se mu moramo zahvaljevati. In to v dobrem in slabem. Apostol Pavel pravi, v vsem se zahvaljujte. Kajti to je Božja volja v Kristusu Jezusu glede vas. Psalmist 106, aleluja. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, ker na veke traja njegova dobrota. Misionar Ellen Gardner je med svojim služenjem ljudem doživel številne telesne težave in duhovne stiske. Leta 1851 je zaradi lakote in bolezni umrl na otoku Picton v Južni Ameriki, star 57 let.
Ko so našli njegovo truplo, je bil ob njem njegov dnevnik. V njem so bili zapisi o lakoti, žeji, ranah, preganjanju, bolečinah, napadih, osamljenosti. Zadnji zapis v njegovi majhni knjižici, ki ga je napisal s tresočo se roko, glasi: preplavlja me občutek Božje dobrote. Preplavlja me občutek Božje dobrote. Le kdo lahko to napiše v takšni situaciji, kot tisti, ki ima zaupanje v dobrega Boga. Tretjič, njegovo dobroto, torej Božjo dobroto, moramo posnemati. In s tem se bližamo k koncu današnjega razmišljanja. Torej, zdaj smo na vrsti mi. Božjo dobroto moramo kot kristijani posnemati. Delati moramo dobro. Kristijan ne dela dobro zato, da bi bil odrešen. Kristijan dela dobro zato, ker je odrešen. Bog ne potrebuje naših dobrih del, je rekel Martin Luther, ampak potrebujejo jih naši bližnji. Zato, dokler torej še utegnemo, delajmo dobro vsem, še posebej pa domačim po veri, je zapisal apostol Pavel. Ne naveličajte se delati dobro. Sicer pa vse, kar je resnično, kar je vzvišeno, kar je pravično, kar je čisto, kar je ljubeznivo, kar je častno, kar je krepostno, dobro in hvale vredno, to imejte v mislih. Navsezadnje vidimo v pismu Galačanom, da je dobrota ali dobrotljivost sad duha. Sad duha. In to je del ljubezni. Dobrotljivost ni lastnost, ki bi si jo lahko sami ustvarili. Dobrota je vrlina, ki jo udejanjamo v korist drugih. Vzorec te dobrote pa je Jezus Kristus. Zato posnemajmo njega, tudi ko beremo evangelij in poslušamo Božjo besedo. Jezus se je približal prostitutkam, cestninarjem, grešnikom in on, ki se je približal tem, ne more biti učitelj tistim, ki se bojijo umazati svoja brezhibna oblačila, ki so popolnoma predani črki postave in svetohlinsko živijo le po svojih togih pravilih in predsodkih. Ne moremo tako živeti, ne smemo tako živeti. Cerkev in srce moramo odpreti za vse, kajti Božje kraljestvo je odprto vsem. Gospodova empatija, Gospodovo sočutje je prebilo vse pravne, družbene, verske, religiozne meje ter celo same svete spise, postavo, Toro. Za kristjane je Jezus Kristus nad vsem, še celo na križu. Na koncu življenja nas uči: Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Ne samo to. Na koncu življenja nas je poučil o vključenosti vseh. Dobrega desnega razbojnika je sprejel v raj, z drugim, levim razbojnikom pa se je spustil v pekel. Zakaj? Da bi tam v ječi oznanil blagovest evangelija. Tako pravi apostol Peter. Spomnimo se tudi psalma, ki govori o tem spustu. Če se povzpnem nebesa, si tamkaj. Če se spustim v podzemlje, v Šeol, hebrejsko, si tudi tam. Torej nimamo več časa za odlašanje z evangelizacijo, s tem, da vabimo ljudi v cerkev in k Bogu, kajti trpljenje na svetu je preveliko. Ko bomo naslednjič slišali nekoga reči, da je Bog dober, bomo bolje razumeli, kaj to pomeni, kako to vpliva na naše življenje. Božja dobrota napaja naše upanje, spodbuja pristno čaščenje. Božja dobrota opredeljuje, kaj je prav. Njegova dobrota ponuja tolažbo v težkih časih.
Njegova dobrota goji srce hvaležnosti. Božja dobrota nas vabi k kesanju, da se vrnemo k Bogu. Božja dobrota nas žene k oznanjevanju evangelija. Zato se evangelij tudi imenuje dobra novica. Ko posvetimo belo svetlobo skozi prizmo, se zgodi nekaj neverjetnega. Ta en sam beli žarek se razdeli v mavrico, v čudovite barve, za katere sploh ne bi vedeli, da obstajajo. Znanstveniki to imenujejo disperzija. Bela svetloba je čista, a hkrati vsebuje vse barve, kot mavrica. Vse njene valovne dolžine in odtenke. Tako je tudi z Bogom. V enem Bogu so vse barve, dobrota, ljubezen, usmiljenje, sočutje, odpuščanje, mir, zvestoba, svetost. Ameriški slikar James McNeill Whistler je bil plodovit umetnik. Znan je po številnih presežnih umetninah. Najbolj znana je slika Aranžma v sivi in črni barvi. Ko je bila slika končana, naj bi jo obesili na dogovorjeno mesto v galeriji. Ko so sliko izmerili, se je kustosu zdelo, da je prevelika. Zato je pristopil k umetniku in mu rekel: naše sobane so premajhne, naslikati morate manjšo sliko. Slikar je kustosu odgovoril: ne, vi morate narediti večjo sobano. Torej, Božja dobrota je tako velika, da moramo narediti veliko prostora v sebi za to Božjo čudovito dobroto in ne moremo reči, da zanjo ni prostora. V nas ne zmanjšujmo Božje dobrote, ampak povečajmo svoje srce za Božjo dobroto. In mir Božji, ki presega ves človeški razum, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. Bomo sklonili glavo k molitvi. Gospod Bog, rad bi govoril s teboj. Ako pomislim na tvojo neskončnost, se mi zvrti v glavi. Prosim te, prilagodi svojo besedo moji majhnosti, da mi ne poči srce. Prosim, ne povej mi vsega, ker itak ne bi dojel, saj si nerazložljiv. Samo en stavek mi reci, da me ljubiš, in to mi zadostuje. V tem najbolj vidim tvojo dobroto, ki traja na veke. To poteši moje majhno, nemirno srce. Gospod, hvala ti, ker si ves čas dober. Jaz nisem, zato se zavedam, kako nujno te potrebujem. Jezus Kristus, vzornik dobrote, bodi moj učitelj dobrote. Rojen si bil kot poslušni sin, voden kot ponižno jagnje, darovan kot nedolžna ovca, pokopan kot sin človekov, a si od mrtvih vstal kot zmagoviti Božji sin. Zato ti pripada vsa slava, hvala in čast. Amen. Pesem pravi: Bog dober je. Peli bomo o tem, o čemer smo poslušali.
Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in naj ti bo milostljiv. Gospod naj obrne obličje k tebi in naj ti da mir. Amen.